Pozdravljeni vsi, dobrodošli, 6. lekcija, glasbena šola nadaljavo. Glasbena šola Lipičnik, torej glasbena šola za kitaro, za klavir, za harmoniko, za harmonijo ta hip, torej učimo se osnove harmonije. Spoznali smo že kromatično lestvico. Sami poltoni, C, cis, D, dis, E, F, is, G, gisa, Ais, H, 12 jih je. Spoznali smo kvintni krog in seveda smo spoznali 3 osnovne harmonije, torej tonika, tista srednja napetost, domači akord smo rekli, potem dominanta, ki sprosti, in subdominanta, ki napne. Torej, pojdimo v prakso. Danes bomo počeli nekaj bolj zanimivega, kot je bila 5. lekcija, kjer smo morali speljati ta kvintni krog. Torej, lahko pripravite svoja glasbila, kajti danes bomo zaigrali skupaj. Danes bomo 2 čudoviti slovenski stvaritvi avtorja Tomaža Domicelja zaigrali na 4 različnih višinah. Na koliko višinah pa lahko zaigramo vsako skladbo? Ja, na 12, vendar na vsak ton kromatične lestvice lahko postavimo durovo lestvico in potem kreiramo za začetek seveda 3 osnovne harmonije, torej toniko, dominanto in subdominanto. Danes bomo na primer zaigrali 2 skladbi v 4 tonalitetah, torej v C, G, D in A durovi lestvici. To pa zato, da boste vsi, ki boste igrali kitaro, lahko uporabljali prazne akorde, torej ne bare akordov, ampak prazne akorde. No, pri C duru bo potreben F dur, ki ga je malo težje prijeti za začetnike, pa saj ni to namen. Namen je, da spoznamo harmonijo. Kajti, če poznamo vse tri glasbene komponente, torej melodijo, ritem, taktovski način, groove in harmonijo, potem lahko vsako skladbo, ki se jo učimo, ki jo poslušamo, ki jo igramo ali pojemo, ali ki jo komponiramo, vsako to skladbo lahko potem bolj razumemo in nam je bolj dostopna, bolj logična. Manj se je treba učiti, prej jo razumemo, prej jo osvojimo, in če jo komponiramo, hitreje si jo lahko ustvarimo. No, pa začnimo. Danes je z nami en prav poseben band, čisto novo nastali band. Danes nastal band. Jaz sem povabil 4 moje dolgoletne znance in jih poprosil, da se oblečejo ravno tako, kot sem danes oblečen jaz. To je bil edini pogoj. No, pa seveda, da so glasbeniki, in sicer pridružili so se nam Johnny iz kje si? Johnny je iz Zimbabveja, igral bo bas. Potem Helmut iz Belgije, ki bo igral bobne. Na kitari bo Iržik iz Slovaške in Jose. Jose, od kje si ti? Jose je iz Kostarike. Fantje, pripravljeni? Jose? Ok, fantje so pripravljeni. Torej, poglejmo, kako se giblje harmonija pri skladbi slovenskega naroda Sin v C-duru. Potrebovali bomo C-dur, G-dur in F-dur. Pejmo. Ok, torej, C je bil naš domači akord. Kadar je bila dominanta, smo sprostili v G.
Tako po kvintnem krogu, če pa je bila subdominanta, smo napeli na F. Ostanimo še malo pri tej skladbi, pa poglejmo, kako se giblje harmonija, kadar jo zaigramo v G-durovi lestvici. Band smo? Gremo, slovenskega naroda sin, G-dur. Ok, čudovito. Torej, fantje morajo spreminjati lego na bas kitari oziroma akorde na bas kitari, akorde na kitari in seveda tone na bas kitari, potem na klaviaturah in tako naprej. Edino bobnar igra isto, skozi. Slovenskega naroda sin, tretjič, D-dur, D, tonika, G napeto, subdominanta, D tonika in A dominanta sproščeno. D-dur slovenskega naroda sin. Ok, v D-duru. Poglejmo še A-dur. Če smo v A-duru, imamo 3 harmonije postavljene takole. A-dur tonika. Sedaj pa že malo vemo, kaj pomeni tonika. Tonika, to ni tisti tonik za kožo, to ni niti tonik šveps za... Na zdravje. Tonika je prvi ton lestvice. Osnovna harmonija je postavljena na ta ton, prvi, tretji, peti ton lestvice je tonični akord. Torej, tonika, domači akord. A. Dominanta bo E, sproščeno. In subdominanta bo D. Vse že vemo, gremo slovenskega naroda sin v A-duru. Oja, bravo, fantje! Super, ste to zašpilali. A se že malo znajdemo v teh harmonijah? Zakaj? A se sprašujete, zakaj pa je sploh potrebno skladbo zaigrati na različnih višinah? Ja, ok. Kaj pa, a ste jo poskušali zapeti na vseh 4 višinah? A vam je na kakšni višini bila lažja za prepevanje? Na kakšni višini vam je bila previsoka ali pregloboka? Torej, na kitari lahko igramo v 12 tonalitetah, tudi na klavirju lahko v 12 lestvicah zaigramo vsako skladbo, ampak ko pridemo pa do pevcev, naš pevski obseg pa ni 7 oktav, razen če smo Mariah Carey. Ja? No, nismo Mariah Carey, torej imamo zelo omejen obseg in vsaka skladba ima neko lego
in moramo ugotoviti, v kateri legi najlažje zapojemo tisto skladbo. Seveda je odvisno, ali smo moški ali ženska, ali smo že mutirali, ali smo imamo še otroški glas, torej še ta prve zobe, in tako naprej. Ali pa mogoče igramo glasbilo, ki je kromatično omejeno, na primer diatonična harmonika lahko zaigra samo v 3 različnih tonalitetah, odvisno od modela, v katerih 3 tonalitetah je narejena. Saj veste tisto CFB, BSA, SADG, na primer orglice pa lahko igrajo samo v eni tonaliteti. Torej, če imam jaz orglice, tele moje stare ljudje, ko bi vi vedeli, kako so te stare orglice, jih imam že od svojega, ne povem katerega leta, igrajo samo C-durovo lestvico. In tako naprej. Seveda za drugo lestvico je potrebno potem kupiti druge orglice.